Ej, fol, ko smo King. Ogromno poslušamo v medijih, kako je sovraštvo do žensk en izmed najbolj perečih problemov našega časa. In če bi mogel soditi po temu, kar vidimo v filmih in serijah, bi se mogel definitivno strinjati. Polno enih vsebin je, ki promovirajo idejo, da je moško sovraštvo do žensk zdaj totalno na pohodu. Pred kratkim je recimo bila ful popularna serija Adolescence, kjer je glavni lik žensko mrzni psihopat. Dokumentarec Inside the Manosphere je kar prišel ven in čeprav ga nisem gledal, nekako malo dvomim, da je notri ugotovil, da so moški influencerji ful v redu. Handmaid's Tale ene dobesedno verjamejo, da je priročnik za vsakega, ki je politično 1 centimeter v desno od Karla Marxa. Ampak izkaže se, da je resnica, zanimivo, čisto obratna. Niso mladi moški tisti, ki nesorazmerno sovražijo nasproten spol, ampak mlade ženske. Pa to ne govorim samo zaradi interakcij, ki sem jih sam imel z ljudmi v življenju ali pa na internetu. Ampak pred kratkim je prišel ven članek v The New Statesman, kjer so preko javnomnenjske raziskave ugotovili, da je to splošen trend. Na kratko povedano, njihove ugotovitve so: ženske mlajše od 30 imajo bistveno slabše mnenje o nasprotnem spolu kot moški mlajši od 30. Če ima 72% moških pozitivno mnenje o ženskah, kar je velika večina, ima samo 50% žensk pozitivno mnenje o moških, torej samo še polovica. In če ima 7% moških negativno mnenje o ženskah, ga ima pri ženskah 21% o moških, kar je 3-krat več. In pri ženskah pod 25 so te številke samo še slabše. Pozitivno mnenje ima samo še 35% in negativno kar 27%, kar je skoraj 4-krat več kot pri moških. Ampak kaj je pol s to epidemijo incelov, o kateri toliko poslušamo? Kaj je to vse skupaj čisto izmišljeno? Pravzaprav ne. Odstotek moških pod 30, ki niso še seksali z nasprotnim spolom, narašča že od leta 2008 in sicer je 2018 dosegel 27%. Ženske so medtem tudi narasle, ampak samo na 17%, kar pomeni, da seksajo manj, ampak še vedno več od svojih vrstnikov. Kako je to možno? Ja, ker grejo pač vse na top samce in fantje, ki so nižje na lestvici privlačnosti, ostanejo na suhem. Ampak resnica pa je, kot smo videli, da moški pod 30 tudi kljub temu ne sovražijo žensk. Tako da zgleda je bolj logična razlaga za incele, ne da moški sovražijo ženske, ker nočejo seksati z njimi, ampak da ženske nočejo seksati z njimi, ker one njih sovražijo. Ampak zakaj? No, pejmo raziskovati. Ena opcija, ki jo več ljudi omenja, je, da imajo mlade ženske več slabih izkušenj z moškimi, kot pa obratno. Kar, to bi lahko bila ena legitimna razlaga, ampak zakaj so potem tiste pod 25 toliko bolj negativno nastrojene? So imele one več slabih izkušenj kot ženske, ki so na svetu dlje od njih? Pač, to nekako ne gre logično skupaj. Še ena druga stvar, ki pa jo ta članek ugotovi, je, da so ženske pod 30 dosti bolj politično leve od moških. To je trend, ki se že več let odvija in v praktično vseh državah so se ženske z leti premaknile bistveno bolj v progresivno smer in moški rahlo bolj v konzervativno. Razen v Južni Koreji, tam se jim je zgleda že kar konkretno odpeljalo. Ne vem, kaj delata K-pop folku, ampak za socializem jih definitivno ne navdušuje. Torej, če malo karikiramo ta trend, so mladi moški vedno bolj naciji in mlade ženske vedno bolj komunistke. In kaj je pol Kordiš? Kordiš je zgleda trans. No, mislim, vsaj politično trans. Ne vem, kaj se drugače dogaja z njim, ker nikoli nima časa, da bi kaj posneli.
In to sicer ni čisto povezano s to temo, ampak te politične spremembe so meni ful zanimive in smo jih lahko opazili tudi pri nas na zadnjih volitvah, kjer so mladi pod 25 večinoma glasovali za desne stranke in penziči nad 65 za leve. Kar je zanimivo, ker ponavadi je veljal ta stereotip, da če nisi progresiven pri 20-ih, nimaš srca, in če nisi konzervativen pri 40-ih, nimaš možganov. Ampak tle se je komplet obrnilo. Mladi, ki so običajno bolj progresiven del populacije, so glasovali večinoma za desne stranke in starejši, ki so večinoma bolj konzervativni, za leve. To ni bilo nekaj, kar sem pričakoval od teh volitev, iskreno. No, ampak, da se vrnemo nazaj na vprašanje, zakaj so mlade predstavnice lepšega spola tako negativno nastrojene do duhovitejšega spola? Kaj, če je mogoče lih v tem ideološkem razkoraku razlog za to sovraštvo? Ker članek, ki sem ga prej omenjal, je povedal tudi, da imajo ženske pod 30 načeloma dosti bolj pozitiven pogled na teme kot socializem, komunizem in feminizem. Kaj pa, če učiti ženske celo življenje, da živijo v nekem opresivnem patriarhatu, kjer so drugorazredni državljani, nekako ne vpliva najboljše na njihovo mnenje o teh, ki naj bi jih zatirali? Mislite, da bi lahko to imelo kaj veze s tem, da nas ne marajo? To konstantno pumpanje vsebin s poročilom, da so ženske žrtve in moški zlobni opresorji? Ne, valjda ne, a? In zanimivo mi je, da ne samo to, da so ženske manj prepričane kot moški, da gospodarstvo za njih deluje, ampak tudi ljudje v višjih ekonomskih razredih imajo na splošno slabši pogled o tem, kot pa ljudje v nižjih ekonomskih razredih. Ponavljam, ljudje, ki delajo nižje plačana dela, so bolj prepričani, da gospodarstvo dela njim v prid, kot ljudje, ki delajo višje plačana dela. Kako točno gre to skupaj? Pač jaz iskreno vidim eno samo razlago. Ker ljudje z boljšimi službami običajno več časa hodijo na faks in na faksu jih večinoma učijo, da je kapitalizem grozen in feminizem / marksizem čudovit. In kaj uči feminizem? Iskreno, da so moški slabi. Tako da, če je ta moja teorija pravilna, skri se, Andrew Tate, ker nimaš za burek proti feminizmu. Kakšno incel sovraštvo? Kje? Kdo? Kaj? Če hočete videti pravo sovraštvo, pejte na ženski TikTok. Pa ste moški, ker počasi vas bomo iztrebili, ker nam greste tok na živce. Uničal me je več mesecev, zato sem mu jaz uničila tisto, kar mu je bilo najbolj pomembno. Delam vse, kar mu rečem. Treniranje kuži. Ok, jaz sem finally dokončala knjigo Kako ti po fucking uničiti dan, tako da if you want it, imaš v mojem linku v biotu. Mimogrede, od teta zadnje sem dejansko kupil to knjigo in je... Lajkajte ta video, če hočete, da posnamem še enega o njenih genialnih idejah, ker to je šokantno. In to izkazovanje sovraštva do moških pri ženskah je res fascinantno. Namenjeno je, mislim, da dvem ciljem. Prvi je to, da pokažeš ostalim ženskam, da držiš skupaj z njimi, ker pri ženskah je nekako dosti bolj pomemben ta občutek solidarnosti in skupnosti, kot pa pri moških. Zato obstaja recimo tudi ta pick me označba pri njih, ki jo dajejo ženskam, ki se po njihovo preveč trudijo ustrezati in ugajati tipom. In drugi cilj je pa dosti bolj temačen in sem ga prvič zasledil od doktorce Deni Sulikovski in je
žensko reproduktivno tekmovanje. The entirety of feminism is a female reproductive suppression strategy. That is its key outcome, and that is the one thing that unites all of its various branches, which in many cases look otherwise very contradictory. What unites them is that ultimately they are hostile to female reproductive success. Ženske namreč med sabo tekmujejo dosti bolj tako, da probajo ena drugo ovirati pri tem, da imajo družine, ker je to zgodovinsko pomenilo več resursov za njihove potencialne otroke. In njena teorija je, da feminizem dela točno to. Zmanjšuje število otrok pri ženskah okuženih s to ideologijo. In statistično gledano ima prav. Ženske, ki se identificirajo kot feministke oziroma se nagibajo v to smer, imajo definitivno manj otrok kot tiste, ki se ne. Tako da, tudi če se ta doktorca moti o razlogih za feminizem, se ne moti o učinkih. To je mentalni virus. Tako kot lahko stakneš spolno prenosljivo bolezen in postaneš fizično neploden, lahko zgleda punca stakne feminizem in postane družbeno neplodna, očitno. In namesto, da bi se kdo glede tega sekiral, se jim ploska, ker so tako opolnomočene. Še en družboslovni doktorat si napisala, ja bravo, pejdi hitro domov praznovati s tvojimi mačkami. In tega ne govorim zato, da bi se norčeval iz teh punc ali ker bi imel kaj proti njim. One so v bistvu žrtve v tej situaciji. To rajši še enkrat omenim, ker če imaš kaj proti feminizmu, dosti punc to dojame, kot da imaš kaj proti ženskam, ampak kaj ni to malo, kot če bi bil onkolog in ljudje bi pol mislili, da imam nekaj proti rakavim bolnikom, ker se borim proti raku. Ne, mogoče se nismo čisto razumeli tukaj. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če boste tudi vi osveščali ljudi okoli sebe, da naj rečejo ne feminizmu. In naročite se na ta kanal za še več pestrih vsebin. Ajde folk, čau!